Dobrodošli v novem videu in v tem videu bi rad v bistvu šel čez Nvidia Earnings Report. Nvidia je reportala earnings v sredo, aftermarket. Vem, da je danes petek, ampak za včerajšnjem videu so se mi zdeli malo bolj pomembni Fed minusi, zato danes coveramo Nvidio. No in Nvidia je zanimiva sploh zadnje čase. Če se spomnite, na kanalu sem že veliko govoril, da je Nvidia oziroma tudi druga chips podjetja so potential AI play, zato ker AI bo zdaj rabil zelo veliko tega chip powerja, v bistvu že da sam deluje in probably vsi veste, da AI je zdaj zadnje čase ta nek trendy thing. Tudi v bistvu v earnings reportu boste videli, da so velikokrat omenili zdaj AI. Tako da, ja, v bistvu, če si kar pogledamo, prvo revenue je bil down 21% od enega leta nazaj, in pa v bistvu revenue v letu 2023 je bil flat, v primerjavi z letom 2022. Torej, Nvidia ni grovala v letu 2023, kar je bilo za pričakovati. Že zaradi tega v bistvu gaming slowdowna, ne vem, če se spomnite, ampak tam 2020-2021 v obdobju, ko je bil folk doma, je bilo zelo veliko zanimanja in za procesore in za v bistvu grafične kartice. Zelo je bilo tudi pomanjkanje po temu, in tudi cene, v bistvu cene teh čipsov so bile ful visoke, ne. To se je od takrat že malo umirilo in kakor vidimo, Nvidia si ni nič grovala lani. Kakor sem že rekel, veliko so govorili o AI-ju, se pravi, da je AI na neki točki preloma in da zdaj pričakujejo da bo v bistvu prišel AI v čisto vsako industrijo. To tako pravi vsaj CEO Nvidia, se pravi ta Jensen Huang. Se pravi, rekel je, da so videli od startupov pa do največjih podjetij v bistvu zelo povečano zanimanje za AI, se pravi capabilities of generative AI. Se pravi, generative AI, to je v bistvu samo, to je, da ti AI nekaj generata, se pravi, imate recimo neke spletne strani, ki vam AI lahko generata eno osebo, ki v bistvu sploh ne obstaja. Recimo, to je generative AI, dosti dober je že, ne. Pravi, da gaming sicer recovera po temu pandemic downturnu, kakor sem rekel, v času karantene ful večje zanimanje za vse v bistvu v povezavi z gamingom. Mislim, gaming je majčkeno igral quarter over quarter, ampak year over year je še vedno lost down, se bomo pogledali pol cifre. V bistvu, če gremo kar v cifre, se pravi, revenue je bil na 6,05 milijarde proti expected 6 milijarde in pa EPS je v bistvu isto bitu na 88 centov proti 81 expected. Bi pa tukaj rad izpostavil, da v bistvu vse te cifre so se poslabšale year over year. Se pravi, Q4 2022, ki ga imate tukaj prikazanega, je bil v bistvu veliko boljši kakor v letu 2023. Se pravi, revenue down 21%, slabši gross margin za skoraj 1%, operating expenses up 23%, za kar je tudi v bistvu slabši margin. Operating income je down 40% in net income in EPS so isto down okoli 35%. Tudi če si pogledamo v bistvu za celo leto, niso preveč dobre cifre, se pravi, revenue je bil flat, to smo že rekli, ampak se pravi, veliko zmanjšanje v marginu, down 7,6%, operating expenses up 31%,
Operating income je bil down 29% in pa net income in EPS down okoli 25%. No, zdaj pa v bistvu, če si pogledamo njihov outlook, zato je tudi po mojem mnenju, mislim, stock je bitu, zato je bil tudi, bil je včeraj v četrtek up okoli 14%. Je pa tudi to po mojem mnenju zaradi outlooka, rekli so, da pričakujejo zdaj v naslednjem kvartalju 6,5 milijarde revenueja, plus minus 2%, medtem ko analisti so pričakovali 6,3 milijarde. Če pogledamo non-GAAP margin, je expected na 66,5%, kar je majčken boljš, kakor v bistvu je bil v tem kvartalju, ampak nič posebnega. Je pa boljši, kakor je bil pač čez leto. Se pravi, za kar dosti boljši. Ampak v bistvu še vedno slabši, kakor leta 2022. Tako da ja, dosti boljši outlook, kakor so pričakovali analisti. Zdaj, v bistvu za Nvidio je, mislim, dosti je bilo že price in za ta stock. Vsi te dropi v revenue, stock je bil dosti pred kratkim na okoli $100. Tako da se mi zdi, da je bilo že pričakovano malo slabši kvartali in mogoče tudi slabši naslednji let za Nvidio, kot sem rekel, zaradi tega slowdowna v chip sektorju od recimo enega leta nazaj. Tako da v bistvu kakršenkoli beat in na trenutnih numbrsih, sploh pa na guidanceu, je v bistvu pač dobra novica za investorje, zato je bil stock up včeraj okoli 14%. Zdaj pa, če si pogledamo Nvidia, se pravi klep od highlights, so nam iz prve dali data center, to je v bistvu pač AI sektor, se pravi vsi te chipsi, ki jih prodajajo za namen nekega AI softvera, v bistvu spadajo pod ta data center kategorijo. In kakor vidimo, ta kategorija je bila up 11% od enega leta nazaj. V bistvu je bil revenue za to kategorijo 3,62 milijarde. Sicer je down 6% od prejšnjega četrtletja, no, ampak tudi recimo, če pogledamo v tem letu, se pravi v letu 2023, je njihov data center zrastel revenue za 41% na 15 milijard. Napovedali so tudi, se pravi, partnership z Deutsche Bank, da bojo v bistvu prenesli AI v financial services sektor, pol en partnership z Dell Technologies, tukaj vidimo. In ja, v bistvu AI in se pravi grova, kljub temu, da je bilo, kar se tiče year over year quarter, v bistvu revenue down za, kako smo rekli, za 21%, je AI sektor kljub temu v bistvu grov. Pol gaming sektor, kot so napisali že tam na začetku, se v bistvu malo zboljšuje, se pravi, revenue je bil še vedno v primerjavi z istim četrtletjem eno leto prej v bistvu down 46%, no, ampak je bil pa v bistvu up 16% od prejšnjega četrtletja, tako da to se malo zboljšuje. Tukaj so neke nove grafične kartice napovedali, tega ne bom sploh bral, ker me ne zanima toliko, no. Ampak v bistvu kaj je bilo še kaj zanimivega, rekli so na earnings callu, je njihov CEO rekel, se pravi, da pač AI je zdaj res na prelomni točki in v bistvu vse več podjetij kupuje ali pa kaže zanimanje za te Nvidia chipse in v bistvu developajo svoj nek machine learning software. In v bistvu je rekel, da to delajo kar z nekim urgencyjem, se pravi, kolikor da se jim malo mudi, zato da pač da jih kdo ne prehiti pri tem, ne. Vsako podjetje hoče biti med prvimi, ki naredi nek tak AI software za svoj sektor.
Tako da Nvidia lahko v bistvu kar dosti profitira od tega, se mi zdi. Veliko bo Nvidia verjetno pač dobila koristi tudi od Microsofta pa ChatGPT-ja, zato ker, kakor vemo, ChatGPT v bistvu uporablja za delovanje Microsoft Cloud. Microsoft ima tudi v lasti velik delež, v bistvu velik delež ChatGPT-ja ima Microsoft v lasti in Microsoft pa v bistvu za cloud uporablja Nvidia čipse. Tako da, ja, tukaj je tudi rekel, da so pač te njihovi procesorji eni izmed najboljših za machine learning software, se pravi za AI. Pač meni se v bistvu zdi, da Nvidia je mogoče malo boljši play za AI kakor Microsoft, ker kljub temu, da Microsoft ima v lasti pač velik delež ChatGPT-ja, je Microsoft toliko veliko podjetje v bistvu, da ko vi kupite recimo, ne vem, rečemo $100 ali pa 100 evrov Microsoft stoka, boste dobili en ali pa 2 evra exposureja za ChatGPT. No. Zato se mi zdi, kakšno podjetje, kakor je Nvidia, mogoče kakšen drug chipmaker, boljši play za AI, se mi zdi, da bo več benefitov od tega AI revolutiona, kakor pač več kakor nek Microsoft, no. Kaj še rekel? Rekel je sicer, da je gaming še vedno down year over year, no, ampak da je to zato, ker ne prodajajo več toliko njihovim partnerjem, zato ker imajo zdaj trenutno večje zaloge in pa da tudi se pravi proizvajalci konzol za gaming manj kupujejo čipse za te konzole. Recimo vemo, da Nintendo Switch uporablja Nvidia čipse. In ja, mislim, to je bilo basically to. Lahko še pogledamo. Meni se Nvidia stock še vedno zdi expensive. To sem rekel tudi na zadnjih earningsih, ki sem jih coveral, ki je bil stock sicer manj, kot je zdaj, na okoli 160, zdaj je stock zdaj je stock okoli $236. Že če si sam pogledamo, v bistvu, se pravi, EPS prejšnje leto je bil 3,34, se pravi, ima Nvidia okoli, kaj je to, 70 PE, kar se meni zdi ful preveč za Nvidia. Pač, recimo, če si pogledamo, revenue je bil v bistvu year over year flat. Ne more imeti podjetje, ki ima flat revenue, toliko rich valuation. Tudi če bo Nvidia v prihodnosti igrala 30% na leto, je 70 PE po moje ful preveč. Zdi se mi, da pač stock je mogoče malo preveč overhyped zaradi tega AI playa, vsi so toliko excited za ta AI, ne vem. Pač se verjamem, da bo big v prihodnosti, ampak to ne pomeni, da plačate danes v bistvu, da plačate ful preveč zdaj za Nvidia, če je nek AI play. Tako da, meni se zdi Nvidia super podjetje, probably je dober AI play, ampak trenutno se mi zdi overvalued in jaz je ne bi zdaj kupil, v bistvu, bi malo počakal. Tako da, ja, to bo v bistvu to za ta video. Upam, da vam je bil všeč. Hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu.